Zdaj se pa jaz vrnem, hvala za besedo, na tiste vprašanje, ki ste jim poleg te atletske steze izpostavili. No. Zdaj, najprej okrog, gospod Horst pravzaprav ni imel, razen zdaj dopolnitev to za atletsko stezo, da je pomemben pomislek okrog številke, ki nas je vse skupaj presenetila, in smo tudi napovedovali, da bomo pri tem branju pač povedali, kar bo v resnici prišlo v številke. In jaz v števili se tudi smejim. Veste, najtežje je delati na prihodkih, boljše je na odhodkih. Z veseljem bom prerasporedil ta sredstva. Lučka je govorila, jaz upam, da se ni zareklo. 90 do 95 tisoč evrov je bilo tisti del, ki smo ga imeli planiranega na odhodkih. Na odhodkih, kar se tiče lastnega dela pri atletski stezi, in teh 90 tisoč evrov, verjamete, da bom brez skrbi prerasporedil znotraj postavk, ki so podhranjene. Podhranjene in nujno potrebne. En predlog je bil, oziroma že dva, on bom zdaj pa naprej predstavil. Drugi del, gospa Mara Naglič je komentirala pomembni dve postavki, ki jih zopet pomagamo staršem, predvsem pa našim otrokom pri izobraževanju na športnem področju. Šola v naravi zimska in pa šola v narava letna. Torej, jaz sem imel tudi sestanek z vodstvom šole, kjer smo že v lanskem letu, glede na to, da po ostalih občinah pač niso taki dobrotniki, ki smo v Zenici, ampak samo iz socialne stiske, ki jo imajo občani, starši, predvsem šolajočih otrok, da smo zelo prijazna občina. To veste, če pogledate predvsem transferje na vrtcih in tako naprej, subvencije, šolski prevozi in tako naprej, da je postavka skoraj 800 tisoč evrov, kar se tiče šolske pa predšolske vzgoje v našem proračunu. Nekaj zakonsko, nekaj pa tisto, ki smo še posebej, da lahko starši, jaz bom pri drugem branju proračuna res od postavke do postavke šel, pa ne samo zaradi vas, svetnici in svetnike, ki poznate postavke proračuna. Treba se pogovarjati tudi, koliko za glasbeno šolo, koliko za knjižnico, koliko za zdravstveni dom, koliko za muzej. Vse stvari, ki so v proračunu, ki niso zanemarljive. Zdaj, 38-40 tisoč evrov damo za recimo glasbeno šolstvo, damo za knjižnice približno tako vrednost in tako naprej, ko se v tem samo za plače in tako naprej. In za materialne stroške, ki jih moramo zakonsko pokrivati. Ne glede na to, da še vsako leto še dodatno dajemo. To je edini pravi kriterij, ki sem ga že lansko leto rekel, da sploh ne bomo uvestil postavke. To ni zakonska naloga, da moramo dati v proračun za šolo v naravi letno in zimsko. Nobene zakonske naloge. Ampak enostavno do zdaj je bilo tako, da število učencev, približno 25, 50% od sredstev, ki so upoštevani pri šoli narave, zimske letni, 50% je občina pokrila za vsakega učenca stroška, torej starš ni rabo 50% tega plačati. Zdaj, lansko leto je bila debata z vodstvom šole, da v letošnjem proračunu za leto 2017 bo samo pogoj, če bojo naredili te socialne kriterije. Torej 2-3, da se vidi. Nepošteno se zdi do tistega, ki ima dohodek 600 evrov, pa sta dva, imata recimo 1000 evrov skup, pa dobi 50% subvencije za pomoč, tisti, ki ima pa 5000 evrov, pa dobi isto to. Zdaj, mi moramo samo eno mejo nastaviti, da en limit more pa vendarle biti do 20% vsi, ali nekaj take, ali 25%, ostali pa po tistem. To se bo šola potrudila, mi smo rekli, da to ima vodstvo šole nalog in smo se korektno dogovorili z ravnateljstvo in vodstvo, ki je bilo pri meni na sestanku dolgem, okrog tudi investicijskih nalog, ki jih nujno potrebuje šola in jih ne potrebuje. Tako da to je tisti odgovor na to, kar je predsednica tudi odbora, gospa Mara Naglič, govorila. Okrog kolega Hinka Pušnika, gozdne ceste, na gozdarstvo, na te postavke gozdne ceste. Jaz bom vam povedal, da ko bomo naslednji proračun zdaj imeli tudi rebalans pripravljen v mesecu decembru, da bo ta razlika, kolega Hinko, še večja. Torej, glede na to, da je investicija, ki je tekla v šentjanškem delu, bila v proračunski postavki za 16-20 tisoč evrov, zdaj je ocenjena vrednost po končali te investicije prek 30 tisoč evrov. Torej bo razlika še večja, ki si jo danes navedlo 17 tisoč evrov, zdaj bo, ko bo rebalans, bo še večja. Torej bo 27 tisoč evrov letošnji proračun manjši, zato ker investicija je bila v letošnjem letu. Torej, če bi tisti denar zdaj prenesli na ta del, bi še samo 7 tisoč evrov bilo, če izonačimo. Torej, investicija je 20 tisoč evrov, bila predvidena, izvedla se je pa v 30 tisoč in nekaj evrov. Račun imamo na mizi, blago tudi pregledate, kaj se je tam naredilo, pač vrednost je taka. Tako da bo razlika še večja.
Dejansko, če bi dva proračuna skup dali, bomo pa skr na istem. Koliko bomo letos presegli, zdaj noben se pa ne vpraša, ki bomo po rebalansu denar župan in občinska uprava dobila, da bomo tistih 10-12 tisoč evrov pa pokrili. To pa noben ga ne zanima danes to. Fajn je debatira, tako ma budimo korektni. Jaz bom sam povedal, ker že poznam račun, da bo pač razlika večja tam, če bomo pa oba dva skup dal, smo pa na istem nivoju, torej 16, ali pa plačilo prenesti v 17, smo pa tam nekje, ne. Nič več. Bomo plačilo naredili, smo iz izvajalcev zmenili, če lahko to plačilo, ki je preseženo od 20 tisoč na 32 tisoč evrov, prenesemo leto 2017, pa smo nekje že na 6 tisoč evrov razlike, razumem. Tako da to je tisto pojasnilo, kar se tiče. Enako velja za občinske ceste. Veste, da v občinskih cestah, ko izgrajujemo vodovod, asfaltiramo tudi vse ulice in tak naprej. Kdo je sledi, pa gleda, mora tudi kdaj na gradbišče. Zdaj imamo odprto to ulično cesto proti Brodarju in gor, 2-metrska jama, vse možno, kar je možno, zdevamo nad, za tisto ne dobimo sofinanciranje. Samo za vodovod. In da bojo te ulice vse v novem asfaltu. Jaz vedno pripravljam, pa kolega Timi, slike iz prejšnjega stanja, pa slike, ki bojo potem po izgradnji. Torej ne gre manj denarja, to je lahko samo za tiste, ki ne poznajo. Dejansko je za 200% povečujemo sredstva na cestni infrastrukturi. Za 200% v proračunu. In če ste poslušali Lučko pri prihodkih, ko je govorila o 1.400.000 več investicijskega denarja. Pa se ta investicijski denar ni bil mišljen v atletsko stezo. Tam je samo 30.000 evrov prihodkov. Mi na prihodkih pridobivamo v letošnjem letu čez 1 milijon sredstev. Ali iz državnih sredstev, ali iz evropske kohezijske politike. Uspešni smo prečrpani. Sočasno, ko to dela, moramo pa tudi nekaj drugega. Ali pa izgraditi vodovod, zapreti cesto, zasfaltirati, čez 2 leti bomo pa se pogovarjali oziroma prevzel odgovornost v malo večji nevihti, zopet nesreče, ki so. Zavarovalnica tudi svoje tereja, ko nekdo pade z avtom v kanal 2, sta nam padla že prav na tem območju zgornjega trga. Več, ko se je kanal odprl, v tistem trenutku pač vzdrževalec ne stoji zraven vsega kanala, ko ga dvigne, ker je kapaciteta vode prevelika. In žal, tudi v to gre. In jaz sem tudi v obrazložitvi napisal, koliko je mila zima, če ste prebrali, in na gozdnih cestah, in na občinskih cestah, koliko nam ostane denarja od zimske službe, ker imamo letno in zimsko vzdrževanje cest. Vse to se je videlo. Koliko nam ostane, sem tudi napisal, da bomo namenili sredstva za protiprašne prevleke na odsekih. Zdaj na katerih odsekih, ne me vprašate, zdaj zopet se boste pa tukaj malo zagrabili. Jaz bi na Šentvidu, jaz bi na Šentjanžu, jaz bi na Primožu, kjerkoli. Občinskih cest in gozdnih cest imamo skupaj 170 km. Jaz bi bil zelo vesel, da bi bile vse zaasfaltirane in ne bi rabili toliko sredstev za vsakoletno vzdrževanje. Včeraj smo sanirali en propust, ki se je sesul na šentjanškem delu. Komplet menjali, zaradi tega, ker se je pa sesul. Jaz ne vem, kaj je bilo pred 40 leti tam grejeno. Ampak sesul se je. Pa še en drugi del zravno, 2 plazova smo imeli v zadnjem mesecu, pa ni dosti kaj pretiranega, dežja bilo, ampak če teh sredstev ne bomo imeli za te dele, ne, da jih maja pokurimo za protiprašno prevleko, junija, julija, augusta bomo pač eno postavko brisali. Potem, naj se gre to za 100.000 evrov ali za 50.000 evrov. Tiste nujne stvari moramo. Proračunska rezerva je planirana na 1,5%, to je 25.000 evrov. Vete, zakaj namenjamo proračunsko rezervo? Jaz sem prosil za že sprejet odloka, da mi dovolite, da porabimo za nastale požare, zaradi naravne sreče, ki ogrožajo naše ljudi. Tisto ostane. Enostavno, tako kot morajo iti odhodki ven, tako prihajajo tudi prihodki po 12. Torej ne pride ves denar v januarja, pa ne do maja, ampak enostavno tudi decembra del prihodkov prihaja. To bi lahko več finančnicam povedala. Enostavno po 12. prihajajo tudi denar v proračun. Enostavno ne moramo mi maja zgraditi asfaltnih prevlek, junija nam pa denarja zmanjkalo za sesutje kanala. Vse to jaz vem, da to vi že razumete, da gre. Zdaj, kar se tiče muzejniških dnevov. Morda je bilo prav, da bi kdaj skupaj pregledali kartice, kaj vse zajemajo stroški muzejniških dnevov. Začeli so se muzejniški dnevi že 21 let nazaj, 23. bojo v letu 2017.
Prvo se je začelo okrog praznovanja občinskega praznika. Slavnostna seja, vse nagrade, vse plakete, vse pogostitve, okrogle obletnice, društveno pomoč, cerkvene prireditve, otvoritev uzeniških dnevov. Ni samo šotor in tisto, kar okrog. Šotor je, gledajte, 1/3 morda stroška. Letos je bila malo večja zaradi tega, ker smo mogli tudi drugačen šotor postaviti, ker smo naredili infrastrukturo, torej novo preplastitev igrišča tam. Da so to okrogle obletnice, kot tudi mene presenečajo in so se pojavile letošnjo, pa ne rečem, Gasilska zveza Dravske doline letos praznovala svojih 60 let. Tega v planu, ko sem dobil 2 postikla in lučka, ki smo pregledovali, kaj je pa želja društva, in tega ni bilo. No, potem se je pa zgodilo za uzeniške dele, prijavili so se v program, da bi želeli sodelovati, brez denarja, razumete, kdo pa bo. Če imaš ti v uzenici, praznuje Dravska dolina in pridejo gosti, treba se nekaj zapiti pa je zdati. Kako plakete in tak naprej. Jaz sem sam povem, ko bi postavke pogledali proračunu, ni samo to. Tu društvom pomagamo, je sponna Kaštevnika, je pohod na tisti del, malce častimo na koncu. Vse to je denar, da pomagamo društvu. Da celotna čiščenja okrog uzeniških dnev pokrivamo mi, ni res. Tudi gasilci nam nekaj zaračunajo. Zakonsko moramo imeti varovanje tudi v vsakem šotoru, vsako prireditev. To nismo obremenili nobenega društva, čiščenja nismo obremenili nobenega društva. Je pa res, da ostale stvari, ki je podžupan govoril, tiste sicer nekaj društv plačajo vsazas in tisti, ki imajo zabavne. Niso samo zabavne prireditve. Kdo spremlja prireditve za uzeniških dnev 5 ali pa 10 dnevno dogajanje. Mi bomo tako dolgo imeli uzeniške dneve, pa širok razpon uzeniških dnevov, dokler da bojo društva pripravljena sodelovati. Ni samo zabavni del. Zabavni del, če nekoga vprašaš, a v našem imenu tic naredili prireditev, veste, ko moraš vsako osebe plačati, ki ti dela, ne more z plusom poslovati. Ne more. Glede na to, da se nam kilometru stran pa odvijajo sočasno. Druge prireditve, ki imajo 10-kratni budžet za to. Veste, na kaj hočem povedati? 10-kratni budžet našega, že zagotovljenega denarja. 10-kratno vrednost za 2 dni. Plus stopnine in tako naprej. Mi pa imamo prijaznost to, ko nimamo nič, pa mi v stopnine šli, bi pa verjetno ne rabili tega denarja. To je razno praznovanje občinskega praznika. Ne vem, to je ogromno. Treba enkrat kartice pogledati, za kaj gre ta denar. Tudi meni je veliko 15.000 evrov, ampak če rečemo, da praznujemo občinski praznik, da si zasluži Vaška Godba, če 2-krat na Devici Mariji igra ob prazniku, ne vem, za sod piva in pač plačamo sod piva za nedeljo, pa še ponedeljek, če je 15. potem in tak naprej. Zdaj samo govorim, da to so stvari, ki jih iz te postavke pokrivamo. Je treba pogledati kartico, skozi kaj vse pokrivamo, tiste stroške. Tako da okrog debate uzeniških, ja, prav, mi predlagajte, da damo 10.000 evrov, pa že za 10.000 evrov speljali praznovanje občinskega praznika. Pustimo zdaj naslov uzeniški dnevi. Veliko je stvari, ki zajemajo ta postavka. In pravi bilo, da kdaj jo skupaj predebatiramo, tudi odbor, ki je za kulturo in tako naprej, da se vidi, kaj pravzaprav zajema. Jaz ne skrivam, kaj včasih je treba tudi na kako drugo postavko kaj dati. Je pa res, da včasih so bili sponzori. Ko nimaš močnega gospodarstva, potem tudi ni razvoja turizma, razvoja športa, kulture in tako naprej. Spomnite se uspešnih športnih klubov na Koroškem, nogometnih 2 prvoligaša smo pred leti imeli. Zdaj nimam nobenega, ampak bila je močna železarna, zdaj so to lastniki, ki jih ne zanima, kako bo Slovenija živela, tujci, ki prihajajo, pa kupijo, pa hvala Bogu, da imajo delavci svoje delo. Prevent, močni podjetje, zdaj tega več nimam. Livarno je zdaj, veste, pod kakim imenom, ni več pod Cimos, nekako se je menda prodala, mi nič ne vemo. Lokalna skupnost do zaenkrat nič ni obveščena o tem. Vse uradno nič. To je žalostno. Ko je onesnaževalo se v Zenici, takrat bi mogli biti tiho, ko je treba kaj dati, smo bili obveščeni, danes, ko se prodaja, pa občina niti slučajno ne vemo, kar iz medijev zvemo, ali pa od kaga občana, ki je zaposlen, te tovarni zvemo. Bomo pa svet potrkali in prav je, da občani potrkajo na vrata občine po socialnem delu, da se mu zopet Bog ne daj, da se bo zaprla to podjetje, to bi bila katastrofa, ne samo za Uzenico, zopet za celotno Dravsko dolino. Ampak to so tiste stvari, ki pa so za enega spremljive, za drugega pa nejasno razočaran nad tem, da pač nič ne vemo, kaj se to dogaja.
Tako da to so bila konkretna vprašanja, ki so, torej zdaj jaz to postavko bom z veseljem prerazporedil v ostale postavke, moram reči, da imam pa zdaj dve številki. Na Marice predračunska vrednost, jo lahko danes rečem, da bom umestil komplet v leto 2017, predračunska vrednost je bila 18 000 evrov, ki mi je vodstvo šole prineslo, to bo se Lučka zabeležila že zdaj v proračun. Je za vse komplet. Torej komplet, tak ste predlagali, dam 18 000 evrov, če bo cena niže na trgu, zdaj bomo pa izbirali ponudnike, razumete? Zdaj bomo izbirali ponudnike, če dobimo to, potem bomo 18 000, če bo manj, pa rebalans je sladek, a veste, če imaš plusa, če imaš minusa, je problem. Nadstrešek vrtec, ste videli postavko, torej dolgoletna želja na 2-3 tisoč, jaz mislil razdeliti zopet na 2 ali 3 leta. Zakaj? Jaz imam zdaj, po tistem, ko sem pripravljal ta osnutek, nisem imel niti ne pravih izhodic za to, kaj narediti. Torej gre za dolgoletno željo, že takrat, ko smo menjali stavbno pohištvo, torej okna pa vrata na dvorišče iz vsake učilnice, se je gradilo tako, da imamo tudi vrata iz vsake učilnice, ki je možno v naravo. V naravo lahko greš, z namenom smo te delali ta vrata, ne samo okna, da lahko greš v zimski vrt ali eno igralnico, ki bi v slabem vremenu otroci lahko bili tudi na zraku. In zdaj je več faz. Ena faza, ki je letos predlagana kot prioriteta, veste, da zdaj smo okrog vrtca kar dosti naredili, nas čaka pa tudi streha tega vrtca. V prihodnosti, ko letos smo imeli že toliko sanacij na tem strehi, čeprav tako strašno slaba ni, bila za videti, pa se je zgodilo, da so imeli kar nekaj sanacij že na tem delu. V vrtcu je treba prvič urediti ta del, če bomo se za to odločili, jaz mislim to fazno delati. Enkrat betonski del s temelji, potem leseni in ograjo in podlago, ki mora biti zopet. Torej zdaj predlagamo ostali del, nadstrešek predračunska vrednosti tudi imam, 17 000 evrov za 50 kvadratnih metrov iz 2 učilnic, da bi lahko prihajalo, torej proti železnice na tistem delu. Torej, to je drugi del postavke, ki bom jo zdaj že kar danes tu predlagam, da se lažje potem odločate o celotnem proračunu. Tretji del je pa tistega, ki je tudi nujno potreben, če želimo preklopiti vrtec na odvodnjavanje meteornih in fekalnih vod. Torej, mi smo pred vrtcem, ko ste videli, letos uredili tlakovani del, ki je bil zelo zrušen in zopet je tam tudi nastajala voda, tako kot kolega Hinko zun pred podjetjem. Enako je bilo tam zastoj vode v tlakvicah in tudi dohodna pot, ki je od tenis igrišča do vrtca, s tem, da nimamo nobenega poti za vozičke in invalide na koncu, če prihaja vrtec. Z te strani. Mislim, to jaz vidim, ampak tega kot prioriteta nisem dal, mi je žal. Zdaj imam to možnost. Jaz sem zelo vesel, da smo eno postavko danes skoraj soglasno rekli, da gre ven, ampak to zavedajoč, mi nosimo odgovornost. Jaz sem predlagatelj na željo, vi ste tisti, ki boste potrdili ali pa ne boste potrdili. Enako je tisto naloga jaz, da pripravim postavke v proračunu s svojim vodstvom občine, z vašimi sugestijami, tudi pisnimi, ki mi jih napišete, svetniki, prihajate z celotnega območja, imam brez skrbi zdaj sladko nalogo, da bom ta denar razporedil znotraj. Seveda bi pa želel ta denar dati, da ne bomo dolga delali kje drugene. Se imamo pa ostale investicije, verjamete, da tisti denar, ki imamo za meteorno in fekalno kanalizacijo v Vuzenici, je daleč premali, to bomo pa tudi povedali. Predračunska vrednost, če bi realno dala, tako smo zadnjič rekli, je čez 300 000 evrov samo na tem območju, ki bomo v letu 2017 delali. Mi smo dali namensko manj, zato ko hočemo na trgu doseči nižje cene. Zato ko želimo na trgu, z 200 000 smo dali, ampak predračunsko vrednost, ki jo imam tam na mizi, Sašotvi, je čez 300 000 evrov. Zdaj nekaj mogli racionalizirati na tisti projekt, ampak projekt je bil narediti. Je zopet strokovnjak naredi in ko na trgu zbiraš ponudbe, pa odpriješ do realne cene. Tako da, če bo pa kaj denarja ostalo, vam pa danes tu povem, da bom povečal postavko na cestah, tudi na cestah, plus tega, kar sem danes rekel. Ampak danes ne bom povedal, na kjerem območju. Tam, ko bo najbolj potrebno, torej bo potrebna sanacija, nujno me že pritiska je tudi na požarskem jarku, skozi celotno leto, prvi odsek, na levi strani hiše, ki se jim zelo kadi in smo letos kar precej klical, župan nekaj naredi, predvsem po spomladanskem delu, gramoziramo z kvalitetnim peskom, ki se mu reče hajder, z Avstrije ga pripeljemo, trdimo, ampak prvi mesec se potem dviga prah, da je grozno. Tam je en del, v tistem delu ne bomo delali vodo oskrbe
po Požarskem jarku, torej prvih 100 metrov od servisa Šavc proti Požarskemu jarku bi treba bilo razmisliti kot ena izmed prioritet, kar se tiče občinskih cest. Kar se tiče gozdnih cest, je ena izmed prioritet kmetija Kurej. Na drugem delu Šentjanškega dela, tam je tudi frekventna premeta skozi dvorišče, ki gre. Je zopet tisti del, ki je. Ko imamo za 200-metrski odsek proti Prašne prevleke z vsem odvodnjavanjem, dvoplasnim asfaltom, ki ga dajemo, je tam okrog 30 000 evrov. To je zdaj tisti zadnji podatek, ki ga imam na trgu ceni, ki so. Tako da z veseljem bom jaz te postavke razporedil, dve sem povedal, kateri sta. Poleg tega, da moramo še od vrtca do priključka na cesto odpeljati ali pa ne odpeljati v tem letu, ki prihaja naslednjim 17, meteorno ločiti od fekalne vode. Zdaj tisto dvorišče smo sočasno že pripravili priključek na zelenico, da ne bomo že enkrat razkopali dvorišča pred vrtcem, ker dvorišče pred vrtcem je pod tistem je grezna jama, točno bila. In tam smo že zdaj vse pripravili, da bomo lahko, ampak enostavno je treba potegniti tudi do tja. Zdaj, kaj je športna prioriteta? Vemo, da so sigurno, ko ste govorili, garderobe v telovadnici, torej ne same garderobe, ampak predvsem tuši. Zdaj, vsako leto je kar precej stroškov z vzdrževanjem teh tušov, vemo, da jih ne uporabljajo, predvsem ne otroci, jaz mislim, da dopoldne se doskaj ne tuširajo, predvsem tisti, ki imamo popoldne ali imate popoldne aktivnosti in to so naša društva, da so tam, moje oceni, zelo neposrečen projekt z fornirnimi vrati, tam gr na tušu, na odprtem delu in vsako leto se ena ali dvojna vrata menjamo, da ne govorimo o tuših, ki slabo tečejo, da je pretočnost vode slaba. No, jaz se samo enkrat na leto tuširam, takrat, ko imamo župani pa svetniki tekmo na čas praznovanja občinskega praznika in tak leto sem se zelo opekel na tisto vodo, ko sem stopil, pa nič mrzle, ni bilo, samo topla je tekla. Sem sam videl. Ja, opekel sem se jaz to, ko smo zgubili, to malo v šali. Da. Zdaj, če ostalih ekstra predlogov ni, na ostalo, jaz imam bistvene postavke povedal, kaj dve, vse taki, no, in te dve sta v vrednosti 18 pa 17, itak 35 000 evrov je že tisti denar, ki sem ga že povedal, kam bom tisti dve postavke umestil. Nimamo ocenjene vrednost tega voda, ki bo šel od vrtca do sem. Steza od tenis igrišča do vrtca je katastrofalna. Nisem pa omenil še tistega, kaj imam plan. To je pač dodatna parkirišča, ki jih je v Zenici vedno manj, oziroma vedno večja potreba. Od zgornjega trga proti ambulanti dol bomo naredili zdaj odvodnjavanje dodatno, ampak jaz sem na zborih občanov, kjer svetniki ste pa večini bili zraven, tudi v večnamenski dvorani govoril, da enostavno se ne moramo te vode meteorne rešiti drugače, kot pa da naredimo naravno ponikovalnico. Naravna ponikovalnica je pa lahko prišla v delo pod železniškim viaduktom, Dizeršekega viadukta, na desno nad tenis placem ali pod železniškim progo, da bi naredili naravno ponikovalnico, vse tista voda, ki je upravljaka. Ne moramo metrske cevi pelati do reke Drave, te moramo počasi že kak blok tam zrušiti. Vete, ne gre infrastruktura več umesti, da bi lahko celotno vodo odpeljal do Drave. Enostavno tam mislimo narediti eno naravno ponikovalnico. V letošnjem letu smo naredili tudi sondo, na 1,75 m smo prišli na Gramost. Torej, narava bo požrla tisto vodo ob tistih neurih, da bo se ločila tam, ostali vod preseka 800, bo pa šel do tistega dela, ki pač lahko gre. Sočasno bi pa tam v tistem delu radi naredili tudi, če bo tam ponikovalnica, bomo kar veliki prostor odprli, da imeli svoj uvoz, tam pa ne rabimo direkcijo za pogoje vprašati, ker je to naša cesta, v zgornji trg, dovoz za predvsem starše, ki bi vozili otroke v vrtec, da imeli bliže parkirišče in tam uredili pot tudi za vozičke in z druge strani enostavno eno tako travno površino za parkiranje ali v travnih tlakovceh ali pa za enkrat v Gramozo. Torej, če bomo odprli veliko površino, se mi zdi smiselno, to je tudi ena moja že mnoga želja, da bi to naredili. Zdaj, okrog sprehajalne poti ob reki Drave je bilo že tudi v preteklosti precej, torej tam je bil celo en projekt izdelan že okrog tega, da bi se nekaj naredila ta sprehajalna pot, glede na to, da smo zdaj ob Dravi gradili kanalizacijo, povezovalni vod iz naselja prek mosta do Mute. Tukaj vidite, da smo začeli razvijati to staro trško jedro, ko rečemo z vzorčnim modelom teh klopi pod
viaduktom, ni dokončano, tam je že pitnih zavodov je že nabavljen, pride še primerna osvetljava in to bomo sočasno mogli narediti tudi z leto 2017, ko bomo odpirali gradnjo te infrastrukture v Zgornjem trgu, da bomo naredili primerno osvetlitev za staro trško jedro, da ne bojo ta moderna svetila in tako naprej. Sočasno pa smo že, Sašo je pri odhodkih omenil, odkup tega starega gasilskega doma, obzidja in na koncu tudi to sprehajalno pot ob reki Dravi z umestitvijo tabel, za dejstvi, kaj se je ob Dravi, na Dravi dogajalo v bogati naši zgodovini, z primerno osvetlitvijo, ampak seveda lahko bomo to osvetlitev, jaz to nisem najbolj navdušen, da bo ob Dravi osvetlitev za večerne sprehode, ampak ko bomo prenesli prižigališče, bomo lahko tudi to razsvetljavo regulirali, torej da jo ugasnemo, ne vem, ob zimskem času ob 21. uri, v letnem času ob 23. uri, tudi po ostalih ulicah občine. Vsak občan ima skrži željo, da bi imel vsaka hiša svojo javno razsvetljavo. Seveda je dobro, da jo naredimo, da jo imamo, ampak verjetno ni primerno, da gori pa cel noč tista razsvetljava. Torej, da bomo naredili prižigališča, prenesli ven, naredili krmilnike in da se bi lahko po noči te luči ugasnile na glavnih ulicah, ostalo bi pa lahko in s tem bomo privarčevali pri energiji, bomo lahko tudi namensko dajali denar za širitev javne razsvetljave. Tako da jaz sem zelo vesel, da ste res konstruktivno razpravljali o postavkah, ki so seveda opozorili na to, kar sem sam imel velike dvome že od vsega začetka, kaj je bilo. Ampak želje, pričakovanje nekaterih, ki so pa bile, so bile po drugi strani tudi taki, da sem pač mogel dati to postavko, kar se tiče tudi športnega objekta, če se mu reče atletska steza. Hvala. Tanja. Hvala. Včeraj smo mi na odboru tudi debatirali malo okrog te poti, ki gre od viadukta proti cerkvi. Nekdo je rekel, da je dokaj v slabem stanju. Zdaj pa, če pogledamo, da je to cerkev naš turistični adut, preko zdaj se bomo mogli lotiti tudi tiste obnove, mislim, tiste poti, ene vredne obnove narediti. Me pa še nekaj, glede na to, ko smo prej govorili o 15 tisočakih ali 20 tisočakih, kar se tiče vozeniških dnev, moti nekaj. Ne? Tukaj se konkretno vidi pravzaprav, kam ta denar gre. Mislim, nekdo, ki ima malo dunsta v prireditvah ali pa jih sam kdaj kje tudi kaj prireja, ve, kam določene stvari grejo. Me pa to, kar je on prej rekel, za razvoj podeželja, 10 tisoč je postavka. Mi nikoli ne vidimo nekih poročil ali karkoli. Kaj pa je bilo narejenega za 10 tisoč sit? To je pa meni velika postavka, no, če mene vprašate. In bi tudi mogoče kdaj pa bilo pametno, da bi se dalo kaj na mizo, kako poročilo ali pa karkoli. Vse v neki taki obliki, da se vse malo nekaj vidi. Kam je šlo 10 ur? Jaz osebno vem, tudi vodim eno društvo že 21 let, imam 10 tisoč, ampak jaz za 10 tisoč moram presneto veliko delati za 112 članov. Tako da gledajte, meni se zdi, da bi pa včasih mogli tudi kaj na mizo dati. Žal, 10 ur je meni velika postavka. 20 tisoč za vozeniške dneve pa mi ni velika postavka. Glede na tisto, ko nič ne vemo, kam je tisti denar šel, pa zakaj je šel, zdaj ne vem. Kolega Pušnik, ti mogoče kaj o tem več veš? Dej, povej, jaz mislim, da bi tudi ostale zanimali, ne vem, no. To bi samo mogoče lahko to. Ok, jaz mislim, da ne, gospod Pušnik je samo predsednik odbora za kmetijstvo, ki je... Saj imamo predstavnika tu, ki vam pripravljamo. Vi ste posvetovalno telo, predsedniki odbora, niste izvršilni del, vse v tistem delu kot predsedniki odbora. Jaz mislim, da tim je tudi, če dovoliš, pristojni. Jaz sam vem, ne, za kaj gre ta denar. Pravilnik skozi... Ja, izvoli. Če ne pa lahko tudi Hinko razloži. Dobro, treba na kratko samo tega. Ja, na kratko, nekaj dejstev bom mogel narediti. Malo sem obrnil nazaj na vozeniške dneve. Veliko debate sem sprožil s to mojo tezo, da je 20 tisoč evrov preveč. Jaz sem na tem ostal. Ene stvari vam verjamem, druge ne. Jaz pa še gledam na tem ostajam, kar sem tam rekel. Županova odgovori. 17 oziroma nisem vedel, jaz tam, da se je tista zadeva na gozdnih cestah oziroma tam ne povečala za tako vsoto, da je v bistvu to tista posledica, da je to tisti bank, tega nisem vedel.
Me pa vseeno moti, oziroma pogrešam vsaj eno investicijo, ki je v bistvu ni predvidena na voznih cestah. Ne. Ampak zdaj izgleda, da bo, ker če se bo ta denar tukaj iz te atletske steze sprostil, jaz pričakujem, da bo nekaj malega tudi na to področje šlo. Isto velja za lokalne ceste, ta manjko, ker ti praviš, da je tam zdaj, da ni manjko, da je to prenos v to izgradno vodovoda. Jaz bom rekel, da jaz ne vem, kje je ta denar skrit, jaz ga ne najdem, ni pomembno. Ne razumem ali pa ne verjamem, vse ni važno. V glavnem, ista zadeva je na teh lokalnih cestah, tudi tu ni nekih tistih pravih investicij, ki jaz sem pričakal kako več in zgleda, da bo zdaj tudi na podlagi po zaslugi te atletske steze, ki je ne bo tudi tu noter nekaj prišlo. Ker te razlage, ki so tam napisane, ne, če bo kaj sredstev ostalo, bomo pa to naredili. To se mi zdi, da je utopija, ne bo jih župana, ne. Še nobeno leto jih ni, pa tudi letos jih ne bo, ne. Tudi letos jih ne bo, pa ni bilo nekih strašnih neuri, pa je bila blaga zima, pa jih na nek način ni ostalo, ne. Ker ko smo se že meseca avgusta o določenih stvareh pogovarjala, si mi rekel, letos ne. Jaz zdaj to posredno razumem, da je že na nek način mi že praviš tudi naslednjo leto, ne. Ampak dobro, to je moje mišljenje, ne. Zdaj pa še glede področja kmetijstva. 10.000 evrov je res zdaj že kar nekaj let namenjeno za naložbe kmetijskega gospodarstva, 1.000 evrov za dodatne dejavnosti. Za dodatne dejavnosti sta v bistvu bili dve nosilki, ki sta tista sredstva vsako leto porabili. 1.000 evrov je bilo, prej je bilo rečeno, da bi jih moglo biti več, jaz bi jih želel več. Tudi župan je takrat rekel, če bo teh nosilk več, oziroma teh nosilcev dodatne dejavnosti več, bo dal tudi več sredstev, pa mu ni bilo treba, ker jih ni bilo več. Letos je pa celo nekaj ostalo in bo ostalo tudi v proračunu, kjer je v bistvu izvedla samo ena in je v bistvu samo 1000, oziroma polovica od tistih 1000 se je izkoristilo. V občini so 103 kmetijska gospodarstva. 103. In 10.000 evrov se mogoče vam zdi veliko, meni pa ne. Ker ko greš v eno investicijo na kmetijskega gospodarstvo, je to 10, 20, 30.000 evrov takle, streha, neka notranja oprema, neki prezidki, neko recept. Je zelo hitro. Ja, je zelo hitro. To so sredstva? Ne, čakaj malo. In te cifre so na nekim čim visoke, pa še vedno preniske, iz teh sredstev v bistvu na državnih razpisih sploh ne moraš kandidirati, ker so tam pa tarife še v bistvu precej večje, ne moraš imeti precej večje investicije, da tam do česa prideš. In po našem pravilniku, tako ali tako več kot 2500 noben ne more dobiti. Ne more dobiti, po pravilniku ne more več nihče dobiti, pa nikoli še toliko ni dolgo. Še nikoli ni dolgo toliko. Ne glede na vrednost investicije, tudi če je šla v 10.000 evrov, recimo večinoma ima tistih nad 5.000 evrov, pa do 5.000 evrov, je maksimalno se tam dobi 1000–1250. In zakaj se dobi, vse je napisano. Jaz sem vsako leto na sejah občinskega sveta povedal, koliko je bilo vlog, zakaj so bile vloge. Ja, sigurno, sem povedal. Nisem pa govoril o cifrah. V zadnji pa obstajajo papirji. Mi smo vsako leto tudi izvedemo 3 kontrole pri prejemnikih, ali se je ta zadeva izvedla, ali se ni. In tule jaz ne vem, če je to zdaj, se vam zdi nerentabilno, je pač to vaše mnenje. Jaz ne morem reči, jaz mislim, da je ta denar koristno porabljeno, zelo koristno. Lahko se vprašam nekaj na to, obstaja kot pravilnik za ta delitev? Še smo ga tu, v pravilniku se pravi, so tudi možnost sofinanciranja pri strehi, pri obrednih, pri... Normalno, mi lahko sofinanciramo samo tiste zadeve, ki so v pravilniku. V pravilniku smo pa lansko leto, to so reli lani decembra. Na gospodarskih poslopih, ne na stanovanjskih. Na gospodarskih, tako je. Pa na zemljiščih. Pa na zemljiščih, melioracije. Ne, gospod Helbl. No, jaz gospoda Pušnika odgovor nisem zadovoljen, mislim, da to ni tisto, ko je Tanja hotla vedeti. Jaz bi pa načul, od teh 10.000 je bilo dano, Vihar je dobil 2 jurja za
Ne vem, kaj Helbl je dobo, to pa tako naprej. To je bil ta pravi govor, ne pa tako. Jaz jih na pamet, vem. Zato pa pusti imejo, ne vem, oni so tukaj, ne vem, če povedal na pamet, ima pa fascitle, ki lahko se vsak vidi. Jaz predlagam, da na naslednjo sejo damo natančno poročilo o tem, tudi z imeni in priimki, kdo je dobil kakšno subvencijo, lahko tudi pregled za zadnjih 5 let nazaj. Zdaj številke točno ne poznam, je pa tako, kot je gospod Pušnik povedal, okrog 20% investicije se je povprečju sofinanciralo. Zdaj jaz tu predlagam, da se ne čaka na sejo, ampak da se to pošlje po pošti, pa dobite vedno. Delano pa po pravilniku, ki smo ga lani sprejeli v skladu s smernicami Evropske unije in tako naprej. Veste, da smo lani, kdaj je bilo neki v juniju ali smo poli na septembrski seji, ker smo tako, da smo ga v tistem roku sprejeli, da smo lahko še v lanskem letu in pa v letošnjem letu je bilo že razdeljeno to po novem pravilniku, ki smo ga tudi sprejeli in je tudi potrjen strani Ministrstva za kmetijstvo in pa Ministrstva za finance, ker je mogel biti tak postopek tudi. Stvarno. Strinjam bi se zelo v tem zapanom, ko je rekel, da dejansko smo v marsikateri stvari premalo obveščeni. Proračunske postavke piše to in to, mi dvigujemo roko, ne vemo pravzaprav, zakaj dvigujemo roko, to je žalostno. To bi mogli že, v marsikateri stvari bi mogli, kot je župan sam rekel o vozeniških dnevih. Pa več takih dejavnikov je, ali vse za odbor, ali vse, da se odbor pusti od teh zadev. Vse odbori v glavnem to predelajo, zdaj, kolikor pa kdo rabi kako informacijo, pa mislim, da ni problem. Če bi kdo vprašal, bi sigurno dolgo še. Jaz na to, kolegi zdaj, mi se zdaj delamo nevedne, ne. Zdaj veliko odgovornost imate, ampak vrate občine, vete, da nikdar niso bile zaprte za nobenega svetnika, niti za nobenega občana, niti pri županu, nikdar. 24 ur na dan imam telefon odprt, če vaš kakšna informacija. To je zdaj sprenevedene, da ne vete. Če je škoda, se sam sebi blamiramo, da ne vemo, kakšne postavke so v proračunu. Ko jih sprejemaš, danes je ta debata, vprašajte me, od kakršnikoli postavki v proračunu bom jaz odgovoril, ali pa bo finančnica, ki je tu. Če vas zanima, zakaj damo javnemu skladu za kulturne dejavnosti, ne vem, 4500 €, ker 70% vseh prireditev, zdaj pa kar tak na pamet eno postavko sem rekel, 70% postavke mi financiramo, 30% pa predvijemo z Ministrstva za kulturo. Razumete? To je taka postavka, ki vam tudi verjetno ni jasna. Ne, pazimo, to je samo za prireditve, ki jih občini Uzenici v javni sklad za kulturne dejavnosti pelje. 70% sredstev damo iz tega. Lahko bi pa rekli ne. Jaz kličem šefice, da pa rečem, v naslednjem proračunu bomo dali samo za 2 prireditve. Pa ne bo več folklornih skupin, mlajših, ne bo več, ne vem, gledališke skupine, tu bo pač podveliki imeli, ali bo imeli na moti. A razumete? Zdaj, take stvari so jasne. Na vsako vprašanje, na vsako postavko je lahko razdelamo. Če pa želite pogledati kartice, veste, kaj je pa kartica knjiženja in pol postavke, ali smo naredili na gozdnih cestah, tukaj je kolega Hinko, zdaj se bom skar navezal na tisto vprašanje in njegovo izvajanje, spet pa ne bi želel polemizirati. Koliko se je naredilo? Vse postavke ne piše, vzdrževanje gozdnih in občinskih cest, da je bilo v letošnjem letu 300 metrov zaščitnih ograj narejenih, kolega Hinko. Pa da je bilo na tvojem območju, pa celotnem območju, ne vem, 15 novih jaškov naredov betoniranih, ki niso nikjer napisani. To gre vse iz tiste postavke, ne da nismo naredili na cestni infrastrukturi kaj. Da so bili stari jaški, ki so se delali takrat, če je gozdna cesta rila in so bili samo vtočni. Torej v naravi, brez betoniranja, brez pokrovov in tega smo naredili na celotnem območju. Bom pa povedal podatek, kajte se to lahko jaz vse pridobim, vse tam skozi kartico gre, obračun, ki je bil, naročilo, ki je bilo in točno se vidi. 20 jaškov, 13 propustov, glav novih, da smo razbili vodo, 300 metrov zaščitnih ograj, ki je stalo, ne vem, 11 000 €, pa take stvari, to nikjer ne piše. Zdaj, če želite, da vam po vsako postavko knemo in govori, da nismo dali. Zdaj, okrog tega, da na drugo leto ne bo postavke v proračunu na gozdnih cestah, večje ali manjše. Polnoma enaka bo. To investicijo bom potegnil leto 2017, ko sem prej rekel, pa je enaka vrednost na gozdnih cestah. Popolnoma glihna bo. Vete, ker je leto šla čez, bomo pač drugo leto to investicijo plačali. Izvedli smo jo letos, plačali bomo pa drugo leto. Zato, ker 20 000 € je premalo. Enako je bilo 10 000 € na Klancu,
ki je 3-krat na vednost prišla, ker nismo vedeli, kaj nas čaka po cesto. Ali bi pa 1 leto odprli, pa bi na osnovi tistega, ki bi odprli, naredili projekt, pa bi v makadamskem delu ljudje živeli 1 leto, dokler da bi mi spet to potrdili eno postavko v proračunu. So enostavne stvari, ki jih enkrat odpreš, a boš naredil ali pa ne boš naredil. Tako da jaz to pa demantiram, da smo kakorkoli kje skrivali kak denar. Jaz za nobenega nisem noben denar skrival, niti moja finančnica, niti tajnik občinske uprave, vedno smo odprti in kadarkoli lahko pridete pa pogledate. Se to javnost gleda, okrog razpisa za kmetijstvo, šport, kulturo, socialo predvsem je zelo tista boleča tema. Marsikdaj smo tudi komu kaj pomagali, pa smo se nekako dogovorili. To ne bomo javno govorili, kdo je zdaj na kmetijstvu. Na razpisu je pa dejstvo, da boste to dobili in je dejstvo tudi to, da je pravilnik zelo širok, to pa moram povedati, da je možno to in ono, ampak zdaj pa tam komisija, ki potem pregleduje vloge, ima pa možnost pa reči, to vam pa danes povem, ni mož, da vsa gospodarska poslopja damo denar, da bomo gospodarska poslopja vlagali. Dajmo samo osredotočimo se na agromelioracijo ali te stvari, to pa je možno. Pravilnik je, kolega Hinko, ni, zdaj je še zelo širok. Če si nekdo reče, da ima v prihodnosti na objektu, ne vem, ureditev hleva, bo pa že tistega procenta, ki pravilnik omogočamo, lahko damo ali pa ne. Če pa mi rečemo na odboru, tisti, ki ste, jaz nisem zraven, kolega, ti mi vodi to, ti si predsednik odbora, si eden član, samo tam izmed tistega, ki razporejate sredstva in tam, če se osredotočite malo na ožino pravilnika, je pa mogoče tista stvar. Definitivno je pa ta denar, glede na površino, glede na, veste, to je sploh spodbujanje kmetijske dejavnosti, da ljudje, mlade družine ostanejo na kmetije. No, to je bilo prva prioriteta, ne razumete, kdaj se je začel ta denar tudi nadgrajevati v proračunih, kar nekaj let je. Seveda pa ne smemo dovoliti, da bi nekdo to izkoriščal, to pa pravilnik ne dovoljuje. Laga pa malo, veste, možno je, zelo širok je ta pravilnik. Enako so tudi ostali pravilniki, ki je, mi imamo, nam je računsko sodišče, ki je bilo, ne vem, 2 leti nazaj, ali pa 3 leta nazaj, pa je skoraj 1 leto kopalo tu, marsikaj opozorilo tudi na pravilnike. Mi imamo take pravilnike, ki jih pol Slovenija skup nima, skoraj da ne. Zahtevne pravilnike, in lahko bi čisto poenostavili kakšni školi pravilniki. Poenostavili. Ampak mi te pravilnike, zdaj bom pa tako povedal, prilagajamo na osnovi naših društev, da jih lahko legalno pomagamo z delovanjem. Pa naj si gre to na športu, kulturi ali kmetijstvu ali kjerkoli. Kmetijstvo je državni pravilnik, ki smo ga lansko leto čakali, ki ga Ministrstvo za kmetijstvo ni sprejelo pravi čas in smo bili ena prvih občin, spomnite se, ko smo tu pogovarjali se, da ga imamo in da bomo začeli pravočasno lahko pomagali tistim, ki so se tudi prijavljali na kakšno investicijo, oni morajo svoj delež dati. Ni tako enostavno, tudi tisti, ki se prijavlja za eno investicijo, mora določeno vsato svojega denarja zagotoviti, tako da glih slučajno ne čaka samo na občinski del. Torej ima jasno že izdelano, da želi to narediti, seveda je pa vsak denar dobrodošel. Pa če te lahko samo dopolnim, tudi dokumentacija je tam predpisana in se zahteva in se to tako da ni. Tako poročamo vsako leto. Vsi podatki, oni vodijo kompletni nadzor nad vsem javnim denarjem. V redu, ampak nisem razumela tega področja, ne razumeš. Nikoli ni bilo vidno nič, potem let pa smo pač podebatirali, nič ne razumeli. Smo rekli, da dobite... Samo predlagam, da ne govorimo o osebah, o imenih in prejemkih, da to naredimo legitimno, tako je treba, na razpisih je, gledajte, na to tudi kontrolirajo, zakaj pa mislite, da imamo kontrole tu, pa ne pregledate samo vi naših postavk kot svetniki, ki jih tudi legitimno sprejemate ali pa zavračate, predvsem imamo pa mi letne kontrole, da ne govorim pa o tistih kontrolah, ki pogosto potrkajo naše vrata in to vam tudi poročamo, kaj gledajo. Zdaj, če bo kakšna nezakonitost... Sodišče je bilo pa na kmetijstvu, mislim, da je bilo nič narobe. Pa se nikjer ni bilo kaj, če si kolega Hinko gleda. Vse je bilo pozitivno mnenje. Vse pozitivno mnenje smo dobili, ampak na koncu odgovarja za proračun, pa veste kdo? Ne vi. Ne vi. Ne vi. Vete, vi včasih bi pa rad koga prisilil, kdo, da bi kaj naredil napako. Prehitro ne narediš, ampak ne zaradi tega, ker imaš slabe sodelavce, odlične, zaradi tega, ker pač pride do napake. Vete, človek se lahko kdaj zmoti. Ampak zaenkrat moramo reči,
pač nismo delali kaj narobe v 20, 22 letih, 23 letih občine Ozenice. Se je izkazalo, se je tako, glede na vse revizije, ki smo jih imeli. Se je pokazalo, tisti, ki so bili gledali. Hvala. Ne. Lučka je še. Glede na to, da ste rekli, da ne vete, kaj se skriva po posamičnih postavkah, moram reči, da proračun kot tak je zavezan, recimo, da se naj bi prikazoval na obveznih kontnih okvirjih, to je pomeni na 6-mesnem kontu, kjer poznate 6-mesni konto, ali pa če tu pogledate, kje včasih pustim, a ne, samo na 6-mesnih kontih, ki je enak predpis za celo Slovenijo, je presneto malo, se da ven razvideti, kaj tam not je. In jaz namenoma, da se res vidi, za katere naloge gre, pa tudi, če so čisto mali fičniki, napišem z velikimi črkami 8-mesni konto, ki je enako berljiv v glavni knjigi in se da točno po tem kontu kartico ven potegniti iz bilance. Tako da ta očitek, da ne veste, za kaj gre, me malo boli, ker to jaz rečem, da proračun na 8-mesnih kontih, idite si gledati državnega, si zlomiš ne en zob, 32, da kaj veš, kaj skrito, v kateri postavki, in dejansko posebni del kot tak je res tisto, kar je napisano v smislu berljivosti in se da slediti. In res, da tudi to zdaj govorimo v prvem branju, govorimo v osnutku, kaj želimo narediti, oziroma kaj želi župan narediti v tej občini z tem denarjem, ki nam je dan na nek način, oziroma ki nam gipira, če jaz po domače povem, seveda in proračunske postavke, ki so dane na 8-mesnem kontu ali pa pričakovane, seveda se ne uresničijo tako, ko si jih zaplaniramo, hote ali ne hote, ne. Bodi si zaradi tega, ker se vmes, bi rekla, finančne konstrukcije porušijo, bodi si, ker nekaj vmes pride, bodi si premalo ali pa preveč denarja, karkoli, ne. Ampak vsebinsko je potem rebalans tisti, ki popravlja ta plana, ne. In seveda, ker ni bilo potrebe, ga bomo pripravljali na koncu leta, da bomo čim bolj zajeli tisto dejansko situacijo in zaprli naloge, ki so bile narejene, ki naj bi bile plačane do konca leta, ker dokler smo likvidni, mi smo po ZIPRO-ju dolžni plačati zadeve v 30 dneh in revizije imajo največjo veselje gledati zodne mesece. Gledajo oktober, maj, oktober in pa kaj pa imate v decembru odprtega, kje pa ste presegli valute, da imajo kaj napisati, pa madeže narisati, a ne. Torej, brez skrbi nam je cilj, da zapremo proračun, da bomo pripravili rebalans, ki bo štel relevantne postavke, realne obračune itd. In isto na 8-mesnih kontih, še bolj jasno boste zravno imeli številke, da se boste lahko ogledali. In tako kot je župan rekel, vrata niso zaprta. In tudi na odborih, kjer govorite o manjših številkah, v manjšem številu se pogovarjate o enozvočnih, o enem modelu proračuna, ni težko prinesti na sejo 10 kontokartic, brez kakaj ni težko. Vam izmailam. Torej, tako da očitek mislim, da ni bil najbolj na mestu glede transparentnosti. To je moja strokovna pripomba, vi si jo pa naložite. Hvala. Imaš še kdo kaj? Kolikor ni, bi jaz to razpravo počasi zaključil s tem, da bi pa še en komentar pa le dal, ne. Zdaj, dosti je bilo govora o teh izdatkih pa odhodkih. Velike borbe, pa mislim, da tudi, če je kdo dan spremljal, je bil seja državnega sveta, kjer so izglasovali odložilni veto na zakon o izvrševanju proračuna, je ravno zaradi nedorečenega financiranja občin in pa zaradi odnosa države do, ali pa vlade do financiranja občin. Samo če 21. člen zakona o financiranju občin še vedno določa, da za investicije v javno infrastrukturo se namenja 6% z besedo, je celo napisano 6% proračuna. Vemo, da že 5. leto se ta sredstva znižuje, zdaj za letos je sicer malo dvignil na 2%, mislim za prihodnje leto na 2%. Isto izhodišče glede na poprečnino, ki je na glavo
se daleč od tega, kar je izračun. Tu se tudi ogromni napori vlagajo strani teh skupnosti občin, združenja občin in pa združenja mestnih občin Slovenije, vendar pravega odziva vlade ni. To se kaže tudi na neki ignorantski odnos do teh združenj, kjer običajno pride, pa ne bi koga žalo, ampak tam neki 4. rang teh državnih uslužbencev, odkar ni več samostojnega ministra, ki je bil odgovoren za lokalno samoupravo, gre ta dialog z občinami nekako navzdol. In tu mislim, da bo potrebno še v teh združenjih precej naporov in pa tudi v državnem svetu in pa to mislim, da tudi danes sem sam poslušal debato, pa ne zdaj, da bi se dobrikal, ampak mislim, da je zelo plodno razpravo imel prav naš župan kot državni svetnik v državnem svetu, kjer so tudi predstavili stališča in pa dejstva, ki vplivajo na porabo občin, ki je dejansko v 90%, če gledam na tisti splošni del proračuna, nekako dirigirana strani vlade oziroma nas zavezujejo za to predpisi od otroškega varstva, šolstva, sociale in tako naprej. In dejansko zelo malo manevrskega prostora imajo občine tu pri delitvi teh sredstev in pa tudi ni nobenega pravega sogovornika, ki bi tem razlogom prisluhnil in bi jih tudi nekako upošteval. Tako da tu mislim, da je treba priznati, da imamo proračun, ki je letos predlagan, zelo dober in tudi razvojno naravnan. Vidimo, da imamo kar več kot polovico proračuna pravzaprav namenjenega za investicije in za razvoj občine, ki pa dejansko vemo, da sploh v teh manjših občinah je in pa teh, ki imamo pač neko razdrobljeno poselitev in tako naprej, da so te potrebe pač izredno velike. Zdaj, če pripeljem to razpravo v koncu, jaz mislim, da lahko rečemo, da predlagam sklep, da občinski svet sprejema odlok o proračunu za leto, oziroma predlog odloka o proračunu občine Guzenice za leto 2017 v prvem branju v predlaganju vsebini s temi pripombami, kot smo rekli, da se iz proračuna izloči postavka atletske steze in pa da se ta sredstva, ki se s tem sprostijo, tudi razporedijo na postavke, ki so bile izrečene. To bom pol dal na glasovanje, zdaj bi pa zaključek dal še samo pojasnilo, da bo po prvem branju po potrebi možna tudi še obravnava na odborih, nekateri ste jih imeli, nekateri ste jih še napovedali, in dajanje pripomb županu in občinski upravi. Po objavi predloga za drugo branje pa je možno predlagati spremembe in pa dopolnitve še v obliki amandmajev, se pravi predlog za amandma mora biti pa uravnotežen, se pravi, če se predlaga nekje dodatek, mora biti predlagano, kje se ta postavka tudi odzame. Proračun pa vemo, da imamo ta terminski plan napravljen tako, da 17. bo šlo gradivo, 22. decembra pa predvidena seja, kjer bi ta proračun tudi sprejeli. Ne, teden dni prej se gradivo pošle. 7, 14. No. 15. gre gradivo. 15. čez 7 dni, tako. 15. ja. A sem drugače. 17. Ja, 15. ja. 7 dni pred 22. No. Gledam. Zdaj, kdo je za sklep, ki sem ga prej, se pravi, da se proračun z temi pripombami sprejme v prvem branju? Prosim, da ga potrdimo z dvigom rok. Hvala, ugotavljam, da je bil soglasno sprejet. Zdaj pa predlagam eno kratko pauzo, ker vidim, da že nekateri morajo laufati, se pravi, da 10 čez pol se dobimo, pa nadaljujemo.